pač izjemne goste. To so Tanja Vrhovnik, Nastja Kramer in pa Tomaž Vajger. In jih kar vabim na oder, da se mi pridružijo. Pa en aplauz se mi da Zdaj na začetku, seveda pač imena sem povedal, ampak zdaj se morate še pomalo predstaviti. Da bom kar z nami začeli, Tanja. Predstavi se. Hvala, lepo zdrav v mojem imenu. Jaz sem v bistvu direktorica marketinške agencije in klicnega centra. Mi delamo vedno v tujem imenu. Imamo celoten marketinški splet, se pravi od plasiranja blagovne znamke na trg, tudi v klicnem centru dobimo vse nazaj. Se pravi, da smo pri tujih podjetjih zelo veliko krat vezani tudi na uspešnost v prodaji. Bom rekla, v prodaji nas se kar moti. Zelo velika razlika je, če imamo na eni strani tujega naročnika ali pa slovenskega. Tujcem je vse jasno. Nam samo rezultate postavijo, kaj moramo doseči v Slovencih. Rabimo kar precej izobraževanja. Zato smo tudi ustanovili šolo marketinške prakse, kjer učimo prav to, kako dobro tržiti, kako dosegati prodajne rezultate. Jaz sem Nastja, prihajam iz podjetja Marinca. Sem solastnica podjetja. Marinca je pa drugače spletna trgovina zdravo prehrano in portal za zdrav življenjski slog. V podjetju pa v bistvu skrbim za prodajo in marketing, zato sem danes tukaj. Tomaž Vajger, vodja prodaje na startup Doctrina. Mi se ukvarjamo z izobraževanjem farmacevtov. Sodelujemo z farmacevtskimi podjetji, prisotnimi v 5 državah. Sam sem pa tisti, ki mi na čelo piše, kaj zdaj bomo kaj prodali. Skrbim za prodajo, procese, pušanje in tako naprej. Danes sem obkrožen z prodajniki. Prvo vprašanje za vas pa v bistvu, kako vi definirate prodajo? Prodaja je samo pot do cilja, ki ga podjetje želi doseči. Dober izdelek še zdaleč ni dovolj. Jaz sem tudi startup mentor, global mentor in vedno to pride pa reče, mi imamo super izdelek, nekdo ga rabi. To še ni poslovni uspeh. Prodaja je tista, ki naredi, da eno podjetje uspe. Se pravi, da najdemo kupce, jih najdemo v pravem trenutku, jih znamo prepričati, da točno oni to potrebujejo in najdemo zanje prav rešitev. Jaz prodajo zelo enačen z marketingom, ker pri nas v bistvu v podjetju sploh ne uporabljamo izraza prodaja, ampak vse skupaj poteka skozi marketinško komunikacijo, predvsem na državnih mrežjih, zato bi jaz pač bolj rekla marketing pri nas kot prodaja. Prodaja je v bistvu, jaz se predvidevam kot nekaj takega, da imaš nek dober kvalitetni izdelek, ki ga dobro poznaš, za kateremu stojiš in ga znaš nekomu predstaviti in ga navdušiti na tak način, da bo ta izdelek kupil. In to je bolj uspešna prodaja. Zame je prodaja vojska, tista, ki je na fronti, tista, ki lomi vse pred seboj, tiste, ki je končne faze tudi na koncu odvisna ali vojna odgledane. Definitivno je to glavna dejavnost v podjetju, kljub temu se strinjam s sogovornico, da je fajn je produkt in vse, ampak silo je gubljati produkt, če ga ne zna nihče prodati, ti nič ne pomaga. Menim, da je to umazano delo, težko delo, naporno delo, ampak je tudi ponavadi, ne samo pri nas, ampak tudi v drugih podjetjah, potem tudi temu primerno cenjeno. Tako da, to je to kratko. Kaj pa smatraš kot neke osnove prodaje? Osnove prodaje, kot sem že nas rekel, je ta attitude. Vsega kiksamo, kakšno besedo napačno izrečemo, tudi snubimo kakšno klienta, ampak to je normalno proces. Ti moraš šli naprej. Tvoj cilj je, da prineseš denar, da podjetje obstane, da podjetje raste in to je tvoje bistvo. Zdaj, kako boš to naredil na tebi, to se moraš zavedati. Ko si down, jaz temu rečem, ok, who cares, go, pet naprej. In to je ta vojska, oziroma ta pešarja, tisti, ki ste pri vojski, veste, kaj mislim, ostalo pa pol v zadnji. Če še vidve, kaj so? Prodaja, da nekdo reče, da je rojen tržnik, tega ni. Dober prodajnik se
se izgradi. Prodaja je predvsem načrtno delo. Da prvič imate zelo dober sistem prodaje, pomeni, ali pa če zaposlite tržnika, ali pa je kdo v vašem startup timu zadolžen za trženje. Koliko kupcev kontaktira na mesec, kdaj koledarji sestanke, koliko ponudb pošlje, koliko sestankov izvede in od tega en mali odstotek bo potem izplen, reaktivacija, vse tak dalje. Druga stvar, zelo dobra vsebina, ne lastnosti izdelka, koristi, razloge za nakup, edinstvenost, zakaj nas nekdo kupi. Pri nas delamo nenehno na scenarijih in na vsebinah. In ko delam za tuje globalna podjetja, pridajo in rečejo, ne to besedo uporabite. Kupca pa moramo prepričati v 3 minutah, da ima problem in da ga mi znamo najbolje zanj rešiti. Tako da predvsem načrtno delo, učenje na izkušnjah, predvsem pa proaktivnost. Proaktivnost, da nenehno počnete to, kar počnete, pozitivnost, da se dvignete, ko je zavrnitev, vsaka zavrnitev je priložnost, da se izboljšate. Imamo en ne, imamo 22 nejev, na vsaki ne proti argument, predanost svojemu poslu in pa profesionalnost. Vsako obljubo, ki jo date, jo morate spomniti. To me zdaj bistvo spomnil na en izraz, da ljudje bistvo ne kupujejo produkte. Ljudje, kar kupujejo, je boljše verzije samih sebe. In mislim, da si to je to, kar si ti povedala. Ja, jaz se res strinjam, ljudje ne kupujejo v bistvu tog produktov kot dejansko odnosa z prodajalcem. Jaz pri nas vidim, jaz zelo uživam v prodaji, pa meni se to pač ne zdi neka borba, ampak res izkužitek. Zaradi tega, ker res prodajam, oziroma skozi marketing, skozi komunikacijo na način, da ljudi skušam navdušiti, da jih poslušam, da vidim, kaj se sploh v osnovi želijo, da jim znam bolj pravo stvar ponuditi in prodati. Je pa res, da mora biti prodaja načrtovana, morate stati neke cilje, koliko ljudi, na kak način boš kontaktiral, kak način boš komuniciral. Pač ne moraš reči, jaz pa prodajam, to moraš imeti neke cilje, neke načrte, na kak način je res, da se zelo razlikuje. Pač jaz tudi zdaj govorim, jaz nijam izkušen tako biznis prodaji, ampak bolj na končni kupcu, torej na končni stran. Pri nas so to ženske, zato približno stari kot jaz, niso zlata, njuni zelo manj poistovetim. Vem, kaj zanima, na kak način komunicirati, jaz pač uživam v tem kolapno prodajem, zdaj po katerega verjamem. Za malo si že ti omenila, pač B2C prodaja pa B2B prodaja. Kaj je to sploh? Kaj je B2C pa kaj je B2B, pa kakšne so mogoče nekaj razlike med dvema? Pač tako sem rekla, B2B to je business to business, to se pač podjetja med sabo. Medtem ko business na customer, tudi imamo pač v bistvu izkušnje, je pa do končnih kupcev, torej po podjetje, prodaja končnim potrošnikom. Zdaj razlike, pač do neke mere so razlike, no. Jaz se pravim, jaz bom težko povedala, zato ko business nimam nekaj izkušenj. In kakor izkušenj imam slida, da je vse može biti bolj organiziran, bolj premišljeno moraš pri business igrati, kot pa pri business na customer. Tam se moraš lahko premoščiš kako napako, medtem ko pri business pa veliko težno. Jaz sem na gospa skozi prva. Jaz mislim, da v naši fazi prodaja. Je pa res, da se mogoče razlikuje glavni v mojih očeh, da pa business to business je proces daljši, da se pogovarjamo o večjih zneskih, da je več odločevalcev, več procesov, tudi pravni aspekt, ki ga morajo potrditi in mogoče sam drugače zapeljati. Ne bi rekel, da je ena težja, ena lažja, v vsakem primeru moraš prodati, ampak to bi izpostavil kot največjo razliko. Super je, da sta moja kolega ravno primera, vsak svojega panoge, ne? Pri business to consumer je zaupanje na prvem mestu, vse pri drugem tudi mreže. In ona živi svoj izdelek, prodaja svoje vrednote, vse skozi marketing. Ne? Jaz sem hodila sem povedala, da v zadnjih 5 letih se obnašanje zelo spremenilo predvsem na B2B. Mi delamo obojne kampanje, B2C, res pač zaupanje, marketing, če imaš dober marketing, tudi v času krize gre. B2B je pa glavni problem, glavni razlog, da zelo težko dogovoriš sestanke, da zelo prideš na sestanek, nihče ni pripravljen tebe poslušati, ker zakaj bi on tratil svoj čas, da boš ti sklenil posel? Glavni izziv. Kaj pa v bistvu potem najdeš pri B2B-ju to pravo osebo?
Mislim, da to na tovarni podnebju imate zelo veliko, ste imeli že veliko predavanj na mreženje, da vam nekdo odpre vrata prvo, ne? Ker razlog tudi pri B2B je zaupanje. Če ste startup podjetje, ste avtomatsko tveganje. Ne predstavljate tveganje, zakaj bi recimo srednje ali večje podjetje, ki si ga želite, ker seveda želite dobiti referenco, sploh vam prisluhnilo. Super je, če imate koga, ki vam odpre vrata, če ne pa dobra, inovativna ideja, tudi če se dobite dobrega postopka prodaje, se tudi sami zmorete. Tukaj bi se sigurno strinjal v tem prvem delu, super je, če vam nekdo odpre vrata, da ste startup, pa zdaj ste kdorkoli, tako če se ne bi strinjal, da je zaupanje pa tveganje v startup, še posebej se stvari zdaj usmerjajo manjša startup podjetja, ki so sicer majhna, ampak specializirajo na svojem področju, zaupanje mogoče bi še kakšno na to rekli. Ongoing proces je pa v bistvu ne glede na naš network ali ne, ta cold calling, cold mailing in pa hustle. Klicanje, probanje dobiti, kupiti čas, definitivno strinjam, da je to glavna stvar, kupiti oziroma dobiti čas od nekoga. Tukaj pa ta priprava, domača naloga in pa proces, kako kupuješ malce časa, pa minuto, pa 5 minut, pa še en sestanek, stvar domače naloge, procesa, pa pač tudi vztrajnosti samega prodajalca. Bolj si pripravljen, lažje ti to uspe, pa vse je v bistvu na tem, da jih pripelješ, kako zdaj noče, emotion on board, ko jih imaš, potem se tudi pripravljeni dati več časa. In to je glavni izziv, vsaj pri nas v tem trenutku. Kako, koga že imaš na sestanku, da ga dobiš tudi na svojo stran. Ja, jaz se čisto strinjam z povedanima. Jaz bi samo tukaj dodala, mi, na primer, se rekla zdaj, tukaj izkušnjam business to business, ampak smo prišli zdaj letos v te vode, da se ukvarjamo tudi s tem. In sicer mi smo v bistvu 4 leta razvijali blagovno znamko, delali marketingu, komunikaciji, prepoznavnosti, da smo v bistvu zdaj prišli do tega, da lahko gremo z svojimi izdelki v veleprodaje v velike trgovine v Sloveniji. Ampak mi smo zato vložili 4 leta dela, truda, komunikacije, podali smo vsem končnih kupcev, da smo razvili nekaj, kar se zdaj v bistvu veliki trgovci želijo. Teda ja, tu veliko časa smo v bistvu truda vložili v to, je pa res, da mi smo še to taktiko, da so nas oni, da smo počakali dolgo, da so oni želeli, da so nas oni kontaktirali, da smo pač tukaj imeli v bistvu pogajalske prednosti. Ampak je trajalo 4 leta. Ti si malo to že omenil, Tomaž, v bistvu ne pač karakter nekega prodajalca. Kaj misliš, da so še tiste neke druge lastnosti? Omenil si zdaj v bistvu karakter tega, da se ne preda. Pa kaj so še zdaj neke čisto druge lastnosti, ki jih mora imeti dober prodajalec? Kar po domače povedal, vsi si nasmrtnik, no. Spravo, koliko ste vi prej porekli, ne. Ko bi že 20 dnev, na to moraš biti navajen, to moraš da čez. Stavno zjutraj se slabo počutiš, ne bi prodajal, možda češ. Imaš doma države, who cares, greš in prodajaš. Ne? Se pravi, ta attitude spet na vojsko, ko greš, vidiš, to je sigurno ena stvari. Nek feeling za ljudi, da jih začutiš, da imaš, da si tudi v končni fazi prodaja sebe, karizmatičen, pa likeable, sigurno zelo pomembno. Pa mogoče še ta neka kreativnost, ali ta iznajdljivost, ko vidiš mogoče kakšno priliko, ki ni bi jih čisto po vozamcah, danes na delavnici sem povedal tisti primer, pa peva čez cesto pa pogleda, ne? Take stvari sigurno prevagajo med povprečnima ali nadpovprečnima. Kaj je bil ta primer, ker mogoče nismo si bili? Mi smo na Poljskem imeli recimo verigo, lekarniško verigo, da nekaj pomembnejših 1000 ljudi imajo naših uporabnikov in kar nekaj časa smo se trudili, ker je bila učinkovitost teh naših uspešnih pogledov 5%, naše povprečje je drugače 60, oziroma na Poljskem 45, ne? Imeli smo sestanke, vse smo se pogovarjali, se pravi, da so prodajalci upravili korektno delo, nobeno nisi mogli reč očitati vse. Poklical, šel v sestanek, pa na drugi sestanek, v pisarni sta preverila, vse dela, ne? Ampak, glede zlomka, rezultata pa še vedno ni. In smo imeli sestanke, je potem ta prodajalec, kljub temu, da je bilo vse dobro, rekel je pa dej, pej z mano, grejo čez cesto v to vašo lekarno, pa preveril, ne? Na fronti. In sta šla in so videli, da je ta profil ali pa account, ki ga ima nekdo v pisarni, popolnoma drugačen od tistega, ki ga imamo v lekarni. V lekarni ljudje niso nedovoljeni gledanja video. Mi smo pa mikroizobraževanje, kjer moraš pogledati video. Ne? In zdaj, to je, ta si je drzno, imel je izrazu jajca, pa tudi vam povislo je, glejte, in zvrekel, pa cilj imel pred sabo, zato da je to premaknil. Kljub temu, da smo se mi prej pol leta korektno, nobeno ne zamer,
lahko delal, ampak če rezultata ni, se mora to tudi zavedati prodajalcem. Se ne obrilo jaz, ampak na to pa bi res rada odgovorila, ne? Pravi recept je psiholog, komunikator, tržnik. Jaz vedno rečem, da se največkrat psiholog za svoje stranke, naročnike, da znam poslušati, kaj jih muči. Najprej vedno poslušamo, postavljamo vprašanja, da ugotovimo, kje imajo problem, komunikator, da premeljem in si pripravim 2-3 rešitve, da skomuniciram rešitev ta, rešitev ta, rešitev ta, v kateri se najbolj vidijo in še na koncu sem tržnik. Ja, tudi glede psihologa se zelo strinjam. Tudi mi smo pač tekom tega časa, druga sem ugotovila, da je zelo pomembna v bistvu pri prodaji psihologija ljudi, da ste tudi zadnje 2 leti si zelo poglabljam te pa velik knjige o psihologiji, ker dejansko včasih je bilo težko prodajati, ker se težko postaviš v kožo sočloveka, ker vsak drugače razmišlja. Zdaj pa tisti, ko približno razmišlja tako ti, tisto hiter, ne, gre. Potem, ko pa se postavite v kožo vseh drugih, ko drugače razmišljajo od tebe, je pa ful težko, če res ne poznaš psihologije ljudi za tem. In dejansko pač prodaja je dober prodajec, prvi dober psiholog. Morajo poznati ljudi, kako razmišljajo, da se zna postaviti v različne kože, da gre včasih verjamo ene stvari, pa vidim pač, da naše stranke čist nekaj druga, da se skušam postaviti v njihovo kožo, da vidim, kako one razmišljajo in da na tak način pomagati. Na začetku sem se čist mimo, kako one razmišljajo. Da ja, dober psiholog, vsekakor tisto na začetku, ko začneš prodajati, je vedno najsmiš, kot en reče, ne. Jaz sem si to pomagala, da s tem, da sem rekla, pa se on spod reka zamuja, kot tega izvedka ne bo uporabil, ne. V bistvu, ne. Na tak način, da sem se malo sama tebe potolažila, da tisto ne pa res ni tako hudo, ne, ker on je reka zamuja, ne. Jaz nisem s tem ne zgubila, ne. Da ja, to, čez to začetno fazo je treba iti, ker to pač prijemo vsi do tega, če hočeš biti prodajalec, moraš čez to in čim prej pozabiti, kot je reče, ne. Tako da to drugače pa ja, čim bolj komunikativen, čim bolj odprt, vreden zaupanja, to sem se tista lastnost, če hočeš neko dolgoročne stranke, ki obnavljajo nakupe, ki se ti zveste, ker danes je bolj težko pri tej konkurenciji neko zvestobo stranko. Tako, ko ima neko nižjo ceno, kot je druga, ki boš da ponudi takoj, stranka takoj gre, ne. Še posebej se to je opazila pri mladih ženskah in zato z neko tako pristno komunikacijo, da res dobiš tisto zaupanje, da stranka pri tebi postane in da je zadovoljna s tvojimi izdelki, da tisto, kar rečeš, da pa tudi spomniš. Ker velikrat vidim, da je pač problem pri prodaji to, ker prodajajo vse zlato, potem pa ko dobiš je pa čist nasprotje, ne. In tisto razočaranje z slabo kvaliteto pa težko dobiš neke zveste stranke, ki ti ostane. Zazimali se šla. Ne, kaj pa se vam zdi, skozi vaše izkušnje, kdo je bil najboljši prodajalec, ki ste ga kjerkoli pač bili? Lahko da je to nekdo znotraj vaše firme, lahko da je to nekdo, za katerega ste slišali? Jaz mislim, da je bil, moj vzor je Steve Jobs, ker on je znal z komunikacijo, svojo karizmo, pač to nahajati ljudi, da so vrste ksali za njegove izdelke. In pač to je dobro prodajalec. Da boste mi verjeli, najboljši primer marketinške prakse je Zoran Janković. On je uspel pripraviti prodajalke, ki so na delikatesi ali kjerkoli vsa leta prej grdo gledale, da so vam na blagajni znale reči dober dan, se nasmejati, če je bila več kot 5 vrsti, se odprla nova blagajna, če je bila njegova v Kranjski Gori neprijazna, da kolega poklical gospod Janković se vsedel avto in se peljal za sodelavko govoriti. Je pa šel vsako nedeljo v trgovino, se skozi svojimi ljudmi pogovarjal, novoletne zabave so bile neverjetne. To je bil najboljši trener prodaje, ki smo kdajkoli videli. Jaz konkretno imen nimam, bi pa rekel, da dober prodajalec je tisti, ki ti tekom vprašanj, to se strinjam z govornico, prikaže težavo ali pa nekaj, kar ti sploh nisi vedel, da imaš. Da ti nekako proba vzpostaviti ta aha efekt, bi si pa sigurno strinjal, da je v bistvu to oseba, katera bi tudi sam rad bil, ki gre med ljudi, ki pokaže na fronti, pove gospod Janković, kako se te stvari dela. Pravi, odkrije bolečino, pa tudi čustveno te pritegne to, da si pripravljen za njega skočiti v odbor, kar so bile punci sigurno za gospoda Jankovića v preteklem merkatu. Tudi to zanima ne važno. Ok, zdaj pa gremo v bistvu malo na področje startupov, pa nekega več
čisto pač na področje neke firme. Zdaj vem, da med nami je tukaj dosti takih, ki so founderji, ne? In eno izmed vprašanj, ki se kar pogosto poraja je, ali mora biti founder tudi dober prodajalec, torej znotraj nekega startupa. Ker delam marketing in podjetja hkrati, doskrat reorganiziram zgodbe nove blagovne znamke, ker velikokrat vidim prevzem, družinske prevzemi, kjerkoli oče mogoče ustanovil podjetje, sin pa pride pa reče, jaz pa ne bi bil menedžer, jaz bi bil pa inovator. Zakaj pa ne? Če je njemu veselje 3-krat na leto narediti inovacije, firma, ki obstaja že 50 let, je v zadnjih 15 letih postala globalno podjetje, eno vodilnih na trgu, ravno zaradi teh inovacij. Najavi si dobrega poslovnega direktorja, pa naj on to pelje, če si v tem ti zelo dober. Ja, jaz tudi mislim, da ni treba. Jaz sem prvo vidim, smo sicer razvrde, so lastnice in da naša Andreja pač ne prodaja nekaj najbolj groznega na svetu in ona nikoli na svetu ne bi pač tega delala. Ampak je pa dobro pač v drugih stvarih, vlada, finance, čudovodstvo, pač ta del. In pač če vidiš, da dansko nisi za določene stvari dober, pač boljš najeti nekoga, ki pa to vlada, pa vse razvijati svojim delom. Jaz se strinjam, founder je po vizionar, founder ne ima to kronosliko, da pelje stvari naprej. Bi pa rekel, da mora biti v začetku dobro prodajalec, sicer to relativno tako uspešen prodaj, da potrdi koncept, pride do prvih prodaj, pa v bistvu tudi pičanje investitorjem je ena prodaja. Recimo pri nas, toliko, ko sta naša founderja dobila od investitorjev, mi vsi skupaj nismo prodali. Tako da kljub temu, da ni glavna naloga prodaja, sta še vedno recimo najboljša prodajalca. Zakaj sta pa vzela nas? Ker si nam je dato ponavljati. Oni pa sta za odkrivanja novih teritorijev, prvič pred 5 let odkriti Ameriko, potem pa drugih gradijo mostove in pa vse ostalo. Ponavljajo. Prodajati se tudi to, da ti prodaš to idejo nekemu potencialnemu zaposlenemu. Verjetno so to, ko si na začetku filma. Prvi je interni marketing, ali rečemo marketing, ali prodaja. Najprej morate idejo poslati svojim sodelavcem, timu, svojim zaposlenim. Prvič, oglas, ki ga date ven, mail, ki ga date, ga morate najprej svojim podjetju prodati. Potem še dalje. Tukaj se strinjam. Prva prodaja je interna prodaja. V korporativnem svetu ali v startupu ti moraš prvo svojim ljudem prodati, ali sebe, ali vizijo, ali karkoli. In prva tukaj stvar je ta vizija, ki se nas tudi na delavnici omenil, to je tisto, kar te vodi, zaradi tistega, kar prideš v podjetje. Evro je zmerno premalo, pa jih daš več, pa je premalo. Vizija, tisto, zakaj si srcem pri stvari, je to prva stvar. Potem pa pač ta prvi pitch, kako predstaviti podjetje in prvič prodati. Iz tega mislim, da vse izhaja, tukaj pa founder mora biti pozoren na to in to veliko razmišljati v tem smislu, kako prodati in začeti, potem se bo pa snežno, kaj pa govorila naprej. Ja, vsekakor. Prvo zaposleni, dejansko moraš navdušiti prvo spod, da pridejo, da ti sledijo, da verjamejo tvojo vizijo, ker jaz sem opazila pri nas, ko še nismo omenjali nekih zaposlenih, tisti, ki dejansko res živijo s tabo, pa ti živijo tvojo vizijo, so 100-krat boljši delavci, kot pa tisti, ko sami pridejo, pa bi radi nekaj zaslužili. Da pač najti prave ljudi je ful velik izziv, ko jih pa najdeš, pa jih pač moraš skušati zadržati, zaradi tega, ker so ti so dejansko za razvoj pa rast podjetja največ vredni. Drugače pa jaz sem vedno rekla našim puncam, ko so delali kakve opise, mailinge in te stvari, naj te dobro napišejo, da bodo same se prodali. Takrat, ko bodo same se prodali, bo da one to med, pa na vsak način uporabljati, takrat je ok tudi za ostale. Tomaž, ti si malo to že omenil, si rekel prvo začneš z vizijo, potem pa v bistvu tudi interno probaš prodati. Predtem si še rekel, da v bistvu sta founderja tista, ki začneta nek prodajni cikel. Kako dejansko potem ti postaviš znotraj firme nek prodajni cikel? Kaj to vse pomeni, kaj to vse vsebuje? Mislim na prodajni proces kot ponovitev prve prodaje, ki ste naredila founderja. In prva prodaja se pa zgodi s tem, da founder, ali več founder, ki ga narobe razumljeno, ima neko vizijo, kaj bi prvo sploh rad in to potem dobiti potrditev. Prva prodaja, prvih par prodaj je ravno to potrditev. In ko je to potrditev dobil, ob viziji, potem išče način, kako bo to čim večkrat ponovil. In ta prodajni proces izvira ravno iz tega. Sicer postane bolj kompleksen, potem to
samo enominutni pič ali pa vizija, ki bo navadni stavek ali dva, se potem to gre v globine, ampak to je sigurno dobra osnova za naprej. Ker če founderji ne vejo, kam bi radi šli, na kakšen način se to sploh da narediti, potem je to se ne ti recept za katastrofo. Ker zakaj? Founderji po navadi sploh, ker so srcem pri stvari, pa želijo v nekem malem balončku, nerealno gledati na stvari. Zato morajo v bistvu to bolj biti pozorni na to stvar, pa tudi narediti reality check zunaj, da ne pričakujejo, da bi prodajni jutri prodal milijon evrov, s nečem, ker ne bo, bi rekel, realno, biti 100 000 v nekem obdobju. Tako da to je sigurno prvi temeljni kamen za prodajni proces. Vizija in pa ta prvi pič, prva prodaja founderjev, ali je to prijatelj, ali je to investorjem, ali je to skladov, ali je prvim strankam, to ni to pomembno. Jaz se strinjam s tem, da sem slišala zelo veliko krat, je rekel, da sem odlični izdelek, vi imate klicni center, jaz znam pa vi prodajate. Zdaj, če ti kot ustanovitelj pa iniciator ideje nisi bil zmožen svoje ideje nekomu drugemu prodati, kako bomo mi to zate, ne? To je mi še ni poseben. Mogoče se v določenih primerih, sploh v IT-ju, ko so founderji res programeri, lahko zgodi, da ne znajo prodati. To so mogoče ni relativno zdaj geniji, ampak nima tega dača. V tem primeru jaz mogoče naredil izjemo pa poklica nekoga, ki lahko to od začetka skupaj postavi, da ne bi čisto naznačno to označil. Je pa res, da se more na začetku vedeti, kaj in kako, ker je nerealno pričakovati, koliko da bi od otroka, ne pričakoval, da bo stekel, tako ki se rodi. Mislim, mogoče banalna primerjava, ampak je nerealno. Je kar nekaj korakov, da prideš od tistega teka, ki ga želiš. To bi se še postavil. Ok. Zdaj, v bistvu, verjetno pridemo tudi do neke določene točke v firmi, ko je founder potrdil prodajni proces, ko ga je postavil, zdaj pa razmišlja, da bo tudi zaposlil. Kaj so zdaj v bistvu, kako filozofijo ima neko podjetje pri najemanju prodajalcev? Ok, mi smo šli res veliko skozi, pa verjetno kolega tudi, ne? Tovarka ste rekla pravi ljudje še, ampak jaz vam tako povem, mi vzamemo bilo študenta z bilo katere univerze v Mariboru ali fakultete, pa ga v 3 dneh naučimo, da dosega prodajne rezultate in lahko dosega, če imaš prodajni sistem, če imaš vsebine pripravljene in če imaš nekoga, ki samo posluša klice in mu pove, kaj povedati. Se pravi, vsak se lahko nauči dobro prodajati, če imaš nek kontrol in kako spremljane. Zdaj, če gre pa za to B2B, to je B2C, posod šteje seveda tudi srce, da verjameš izdelek in tak dalje, ampak gre tudi tak, če se držiš regalcev. Pri B2B pa moraš predvsem odlično poznati izdelek. Moraš biti strokovnjak na svojem področju, pa moraš znati res, to ga sem rekla, poslušati, da stranki najti pravo rešitev. Jaz bi tudi, kot sem že večkrat rekel, na večjih priložnosti hire for attitude in creative skills, kar je v bistvu to, kar ste vi rekli. Malo vam zavidam, da lahko v 3 dneh že ste v igri, mi rabimo za to 6 do 9 mesecev. Tako da je pri nas, če se zakolemo, podaš povedano, kar smo se že prvo bolj pomembno, in mi smo, kako sem tudi danes na delavnici rekel, prvo popisali idealnega kandidata, brez nekih omejitev, pa vemo, da je idealen kandidat verjetno stane toliko in primeren bolj za Google, kot pa za neko slovensko podjetje, ampak vseeno, se pravi, da si začrtamo, kakšno osebo hočemo, procese smo popisali, kot ste vi rekla, s tem, da traja manj del. Ta attitude je pa v bistvu tako, če imaš nekoga, ki ima energijo, željo, se uči delati, da vidi delo, bolj si prvo zmago že dosegel. Če imaš tukaj še proces, pa nek driv, v katerega ga vržaš, se pravi, da veš, kaj delaš, potem si že drugo zmago dosegel. Tretja zmaga je, kako pri prvi prodaji, tista zadnja potrditev, da je to in da to nadaljuješ. Ker se pravim, če dela na vid, lahko, narišeš, pa ne bo iz tega nič. Če je pa attitude, pa mogoče tudi pogledaš na zgodovino, pa je mogoče kaj drugega dela prišel iz nule nekam, jaz bi rajši razlog od nekega doktora, nekega mogoče strokovnjaka, ki se mu pa ne da, nima energije, nekaj razloga. Zdaj, pri nas smo iskali prodajalce, v bistvu smo zaposlili na začetku punce, ki jih zanima zdrav način življenja, pa ki so bile komunikativne. Zaposlili smo, v bistvu vse punce, ki smo zaposlili, so bile brez delovnih izkušenj, torej čisti zgodaj smo začeli,
imamo tudi neke procese napisane, na nek način komunikacije, na kak način, ampak dejansko nimamo pa, to so 3 strani, tisto so osnove. Potem smo pa samo na podlagi tega iskali osebo, ki bi znala pač s temi osnovami dobro naprej komunicirati. Pri nas so tudi bile držene v vodo, prišle 2 dni, pa so dejansko že same kreirale podajo, vsebine, komunikacijo. Teda je šlo zelo hitro. Res pravim, da pač prodalec res se ne rodi, ga moraš razviti, ampak se mi zdi, da bolj, ko pri nas je vse pokazano, da bolj to, koliko znaš ti dobro prodajati, je bilo vse pri naši branži, koliko ti verjameš v to, koliko ti res s tem živiš, ne? Ker če ti je, ne vem, so zdrav način življenja, zdrav zajtrk, da rad kuhaš, da ti to blizu, da poznaš izdelke, boš to veliko lažje prodal, ko pa mogoče, ko ima 20 let izkušenj v prodaji, pa ga to sploh ne zanima. Da mi smo šli na to, da smo dejansko iskali punce, ki so toliko stale kot naše ciljne stranke, ki so komunikativne in dejansko živijo nek zdrav življenjski slog. In to se pri nas pač pokazalo za najboljši način in so tudi najboljše prodajalke oziroma marketing, kak se dobili iz tega. Ti si to že malo omenil nas, da ste določili pač neki tip ljudi, ki ga iščete. Tomaž, ti si tudi prej na delavnici to tako zelo lepo nazvodno povedal, pač kakvi so zdaj neki tipi ljudi, ki vi iščete. Me zanima, če boš samo povedal, pač kak. Mi smo pisali, kakšen je naš tip človeka, ki ga hočemo, kar konkretno vsaj 2 leti izkušenj na terenu, se pravi kot predstavnik farmacevtskega podjetja, zakaj da vidi delo v lekarni, kjer imamo mi uporabnike, delo predstavnika podjetja, kateremu hočemo olajšati vsakodnevno delo, potem delo v pisarni, se pravi neko napredovanje, da vidi tudi delo tistega, kateremu prodajamo, se pravi to je z tega izkušenj vidika. 30 do 35 let, mogoče malo diskriminatorno, ampak videli smo, da mora biti že malce zgrajen človek, ampak še vedno dovolj več, da je lačen uspehov. Pa govorim tukaj infante in punce, da ne bo govoril kandidat. Mi imamo recimo na Polsku 4 punce pa enega fanta. Moram povdariti, da tukaj spol ni pomemben, je različen, je treba drugače lotevati, ampak ni pomemben. Pol pa par manjših stvari, angleščina je nujna, IT entuzijast, na koncu smo digitalna platforma, pa na koncu ta can do, ne pa cannot do edit. Ljudje, ki naštevajo, kaj vse je lahko narobe, kaj je vse je lahko razlog, da nekaj ne narediš, niso pravi profil. Kakor recimo jaz včasih rečem ženi, gremo na izlet, joj, pa bomo nas pakirati, pa bo to, pa narediti boje kašla, to ni pravi pristop. To, gremo na izlet, kam gremo, to je mogoče ta drugi. Ker izgovore, zakaj ne, lahko najde vsaki. Prodajalci so odlični pri iskanju izgovorov. Normalno se to je normalno. Tukaj je že na začetku hitro vidno. To vprašaš po vprašanjih, kaj narediš, ko si slabe volje, pa vidiš lahko konstruktivno odreagiral, pa velik nabor vprašanj, kaj lahko to pregledaš. Zanimivo mi je še pri tebi, v bistvu tisti feel the human side. To je, da dejansko gledaš karakter, da je to neka oseba, ki ti v bistvu pač, s katero veš, da se lahko pač povežeš, da si bosta blizu. Ja, zdaj, mogoče je to dosta cena, pa verjam, da ni, ker kaj, se v službi preživimo ponavadi, pa zdaj največ časa, kje ste še dali, ne? In če na to pogledamo, si normalno probamo to okolje narediti, kar se da prijazno. Jaz recimo na našo ekipo gledam kot drugo družino, rekel prvo, čeprav z njimi preživim praktično več časa kot družino, tako da je to čisto na mestu, feel the team member, ne? In mi se reče, ko sem prej na delavnici rekel, pohecamo, a bi, če bomo zaradi budžeta in vsega pristali v isti sobi in si bomo mogli deliti posteljo, da bi lahko spal v živu v tem nekem prostoru s tem človekom ali ne. Če je odgovor ja, mi že to pove, ja, I feel it. Ni to nujno, ker končno konce moramo ločiti privat pa poslovno, važno je, kako ti delaš, ampak v našem primeru je to pomembna stvar, na katero smo pozorni. Jaz zelo veliko, da ste prodajni tim, jaz pa zelo veliko tržnikov na terenu treniram. In moram reči, da žal tržniki med sabo niso prijatelji na enem podjetju. Da je zelo veliko rivalstvo, zelo se bojijo, da bi drugemu ukradli stranke. Dober tržnik je predvsem tisti, ki je proaktiven, kot sem prej rekla. Osebnostne lastnosti so tiste, ki najbolj štejejo. Ne mora biti en tržnik rad drugega v svojem podjetju, je nujno ali ni. Zelo veliko podjetij gradi ravno na tem
Vsi tržniki so plačani fiksni del, pa bi bili del. To je prva osnovna logika. In če ne dosega rezultatov, če ni proaktivno, res vi pri vas ste izbrali pravi tip tržnic, ki so za vas primerne. Je pa zelo veliko podjetij, ki pa pač morajo dosegati rezultate in je pač pomembno, da nekdo čisto eno, kako kdo dela. Jaz sem včasih poslušala en tip, pa jaz ne bi nikoli življenje tako prodajala, kot je ona prodajala. Imela pa rezultate. Zakaj ne? To so osebnostne lastnosti, to je osebnostni stil prodaje. Tako da, glavno v tržnik dosega rezultate. Ker se strinjam, smo pa mi mogoče dodali še ekipni bonus, ker hočemo povezati ekipe, se strinjam, mora biti med sabo tekmovanje, moje priporočilo danes, ko najemate oziroma zaposlite prve prodajalce, vzajemte dva skupaj, ravno z tega vidika. Ampak nismo določili jasna pravila igre, katere klijente ima kdo, se pravi, da ste kanja vzeli, kar mislim, da ste vi ciljala ni, je pa to prijateljstvo ravno pripomore, ko imamo skupne sestanke, kar je neka naša norma, ki je probata oba prodati. Nam je bistveno, da imamo vsi od prvega do zadnjega, to je mislim, da tudi Steve Jobs, to je bil, pa ne, NASA, kaj pa ti delaš, je gospod pometov, je rekel, pomagam pripeljati človeka na luno, je rekel, da pometa. To probamo narediti. In če imamo vsi od prodajnika do programerja nek cilj pred sabo, potem ta, se strinjam, ni nujno, da je prijateljstvo, ampak če pa je, se pravi, vsi smo skupaj v čovnu, za startup sigurno, da je pomembno. Na koncu seveda, vsak ima individualni cilj, individualno večino na organizacije ta vezano, ampak vseeno. Jaz grem že prav na živce našim voznikom in vsem govorim, ko pridejo za izzivi, ne vrgo dam na lom. Tam je naš kolega, ki je mogoče že imel to izkušnjo, je drugačen po naravi, pa je ta skupina sestanka. Na koncu šteje, koliko podjetja ustvarja, ne vsak posameznik. Mogoče še to, da dodam. Se pa strinjam sigurno za komentarje, so čisto mesto. Malo smo tudi to omenjali, v bistvu kompenzacijo, da mora biti fiksen del, pa nek del, ki je v bistvu pač nek procent provizija. Kakšni bi mogli biti procenti? Torej, kolikšen del neke plače bi mogli biti fiksen, kolikšen del pa potem neke druge pri prodajalcu? Jaz sam sem, da je ta fiksni del, za katerega v najslabšem primeru se nekdo leži, nič ne dela, relativno nizek. Še vedno dovolj spodobno, da plačaš račune, ampak tak, da te za dobrega prodajalca sili, da hočeš več. Mi konkretno imamo v bistvu ta osnovni del razdelan 35-65, se pravi, če nič ne delaš, 65% v vsakem primeru dobiš, 35% tega fiksnega dela dobiš, če upraviš dovolj veliko število klicev, ponud in pa sestankov. Potem imamo pa v bistvu tudi neka osnovna poslovna higiena, potem imamo pa bonus na dobro delo ali pa dejanski rezultate, ki pa lahko dobijo še eno plačo zdravo. To je pa v bistvu en del, ko je nagrajen od vsakega posla, ko pride do določene norme in pa tako, da sem ga preomenil ekipni, če je ekipa na določenem nivoju. Tako da lahko bojo imeli samo za položnice, lahko bojo pa v bistvu podvojili potrebni plačo. To je pa vse na teh. Jaz pravim, da bonus na vzgor je ne umeje. Jaz vam rekla, da razlika je v tem, ko ste vi startup. Tako ima kolega, pa kot smo mi, to so že izgrajeni prodajni sistemi. In tukaj imajo tržniki že zelo dodelano prodajno podporo. Končni fazi tudi tukaj pri kolegici, so imeli filozofijo, so imeli vrednote. Ko si pa ti startup, pa vse to še oblikuješ, še nič od tega nimaš. Če se vam čisto praktično bom povedala, če boste v ekipo vzeli nekoga, ki ga boste zadržili za trženje, pa v roku 3 mesecev ni nič od njega, 6 mesecev je že res zgornja meja. Tudi, če ste čisto na začetku, v 3 mesecih mora pokazati neke rezultate. Morate se pogledati, koliko sestankov je izvedel. Če ste vi founder pa iniciator, je vaša glavna vloga, da ga kontrolirate. Pa da mu nudite vso možno podporo, koliko najboljše svoje volje znate. Predate svoje izkušnje na njega, pa mu zraven pomagate. Ne izvajati presinga, zakaj ni nekaj prodal. Podpora. Mi smo se s tem imeli kar velik izziv, na kak način določiti v bistvu plače, ker smo v ekipi zelo mešane, ampak konec moramo vse delovati v timu, da dosežemo neke rezultate. In na začetku smo rekli, ok, bom imela prodaja nek fiksni, nek variabilni del, ampak smo ugotovili, da če hočemo neko res timsko delo, da za vse velja enako, da se
vse isto, trudimo isti vezi, da dejansko pri nas vsi v podjetju smo vezani del fiksno, del pa variabilno, tisti variabilni je pa odvisno, če dosežemo cilji so pa več vezani na prodajo, na število novih kontaktov, več različnih je. Dejansko pač imajo tudi tista, ko v skladišču ima iste možnosti, ko pa tista, ko prodaja. Da se v bistvu vse skupaj trudimo za isti cilj, da ga dosežemo, da pač imamo na koncu vse nekaj iz tega. Kako v bistvu konkretno zdaj rečemo, da imamo zdaj nek intervju z nekim potencialnim prodajalcem, ki za nas dela, kako mi zdaj vidimo, da imamo ta attitude? Kako ga izzovemo, kaj naredimo? Ti si omenjal prej, da so to neka vprašanja, ki so vezane na neke situacije. Na kak način zdaj preverim, da je to res ta oseba, ki bo po meni, zdaj prodala na produkt? Če ima ta attitude, da prav se že vidno že na napisu, ker je šel po stopničkah, je nekaj delo, je nekaj potrb, to je prva stvar, ko je gledati. Druga stvar je s temi vprašanji, provokativnimi, sigurno vidiš, kako se odzivajo. Morate vedeti, da intervju za službo je eden izmed najbolj stresnih sploh. Mislim, da diploma, kaj še, mislim, da top 3, za ne za besedo drg. Se pravi, že to je samo po sebi stresno. Če tam z enim provokativnim vprašanjem, da malo spravaš iz ritma, hitro vidiš, kako ljudje, ne da se zdaj govorijo za življenje, ampak v tem trenutku odreagirajo. In vidiš, ali reagira konstruktivno ali destruktivno. Potem vprašanje, kako vas, ko je bil v depresivni ali pa slabi situaciji, kako se je iz tega rešil. Definitivno pa, ko mi sprašujemo, ko sprašujete jih po njihovih dosežkih, ker velikokrat se zgodi, da so se skrili ali pa da se kandidati skrilijo za ekipne dosežke ali dosežke podjetja. Jaz konkretno ga vprašam, kako je točen primer, kaj si ti dobro naredil, da je firma dal nekaj od tebe. In potem tudi vrtam podrobnosti, ne samo nekaj, da se v bistvu vrže na mizo, pa ima čim primer. Ne, tem da moraš držati, da tudi vidiš od A do Ž, pa da ne prodaja nekaj. Ker prvi razgovor je sigurno se oversellaje v najboljši luči. In že tam, če je ta najboljša luč nekaj, kar ni sprejemljivo, potem za naprej gre lahko samo še na vzdolj. V veliki večini sigurno imamo ljudi, ki zmrzne ali pa so v bistvu se undersellajo, pa v tem že kar vidiš, kako je kaj. Tudi nastop, stisk roke, to so vse stvari, ki se hitro vidijo. Če pride, da se sam sebe boji, ne vem, si predstavljaš, jaz sem stranka, če bo ta oseba prišla v meni na ta isti način, ali bo to pilo voda, ne. Tako jaz nekako gledam. Sej, to je kar dosti nekaj gospod povedal, ampak jaz bi prvo rekla, pri meni je prva selekcija prošnja. Če ne zna stavko napisati, če ne zna vejc in pik postavljati, ne bo stav za tem, kar bi ven iz vašega podjetja. To je prvo, te avtomatsko izločen. Seveda, mi nekako govorijo, meni je to pomembno, da je prav iz naše stroke, pomembno mi je vseh panog, njegove osebnostne lastnosti, zato sta mi ključne dve vprašanji, kjer se vidi čez 5 let, če ima sploh ambicijo, če je proaktivn, ko verjamem, da lahko vsakega vse naučimo, če le ima željo in interes. In bomo še pa, ko smo marketinška agencija, eno je tako vprašanje, ki meni zelo veliko pove, če bi bil žival, katera bi bil. Zdaj vas ne pri sebi pomislite. Ste ovca, tiger, bog, kdo ste? Pa vprašajte svoje sodelavce, vtimo, kakšna žival bi bili, pa boste takoj videli, kakšne ljudi imate v ekipi. Jaz bi rekla, da si žiralka. Ja, tako. Jaz bi rekla, pri nas izbor nekako poteka tako. Prvi razpis, pri nas vedno dobimo veliko prošenj in se pripriča iz tiste prošnje že prvi izziv. Mene najbolj pritegnejo prošnje, ki so malo drugačne, ne tiste klasične, tiste evropaskaje. To je prva stvar. Včasih res ne moš 500 prošenj pogledaš in potem pač izbiraš tistimi, ki te pritegnejo. Druga stvar je to, je prvi razgovor. Pač oseba mora biti samozavestna, verjeti morajo v sebe, pa meni je kriterij to, da vidim, če bi lahko bila z njo prijateljica, če me to pritegne, je to dober znak. Potem tretji krog, pa je dan misledo narediti ali kako objavo za Facebook, kako glas in dejansko prvi oglase naredimo, pa če imamo pač 5 vloženih izborov,
pokaže, da je res prav, pač treba probati. Naš proces je tako, da v bistvu od tega nabora že napisal se strinjam s gospodom, zelo pomembno naberemo te top kandidate in imamo 3 razgovore, se pravi 3 različne ljudi, zato ker smo drugačni in da potem združimo mnenje. Ko nekoga izberemo, gre tudi na psihološke teste, ta opis ne mogoče kakšne živali, ampak kjer so njene močnejše, slabše lastnosti, se hitro pokaže, kdo ima tudi kakšne osebnostne specifike. Potem pa v bistvu tisti, ki bo direktno nadrejen, potem se dogovori za končni ja, ne, pogoje, predstavi vse in tako naprej. Se mi zdi, da je rajši nek na začetku, pač otrok kandidate to že cele nastup poključa, pa hodiča, da boste že zbrali, raj kakšen razgovor več nek, pa ne eden, 3-krat, ampak več oseb, zato da se vidi pa vsak drugače dela. In ponavadi se mi zdi, da iščemo sebi podobne ljudi in ko vidimo sebi podobne ljudi, jih avtomatsko imamo rajši ali pa imamo nižje standarde. Če so to 3 osebe, ki vsaka drugače gleda, še posebej, če so čisto drugačne po naravi, je potem nek 360 approach in če date še tudi psihološko testiranje, ki ga načeloma ne morate sfejkati, načeloma, pol kar hitro dobite prav sliko. Tako bi načeloma delamo zdaj, ko smo si preden smo dobili čar pomoč, ekologiju vse zaveži. Kaj pa date tudi, govorili smo o tem, da date nekaj provokativne vprašanje, da jih daš v 3 fazi intervjuja. Date tudi kakve naloge, potencialne zaposleje. Vem, da tu eno podjetje, ki se ukvarja z prodajo tehnike v Mariboru, v bistvu dela to, da pač en nadrejen reče potencialnemu kandidatu, zdaj pa probaj to prodati. Je to neka praksa? Zadnjo funkcijo, ki smo zaposlili, se imeli kot tisti doktrina, prodaj mi. In je funkcija kljub temu, da nimela nobenih, bi rekel, orodij in vseh, naredila tako domačo nalogo, da sem prepričan, da bi ona prodala v tistem trenutku tudi klientom. Jaz sem naredil produkcijo in drugih stvari sploh nisem spošel. Ena stvar. V drugi funkciji smo dali tudi za pripravitke, bo mogoče bolj senior, celoten popis, mogoče industrije, kako vidi kliente, katere ima črni inicija, kako zdaj bo reče na kljuci, pa kaj bi naredila, je tudi to pripravila. Nažalost je to bil oversell, kako sem rekel, je bilo to pol na konci z tega se ni veliko zgodilo, ampak vseeno, takrat v tistem trenutku sem rekel, super je pripravila, vzela se čas, pije vodo, kar je napisala, ok, da nismo preverili, da je to res ona napisala, ampak imamo tudi take navode. Je pa dobro vprašanje že, koliko in katere knjige ste prebrali v zadnjem času. Za nas je to zelo pomembno, ker se nenehno učimo se vsi, ampak danes delamo tako in hitro vidiš, kdo je željan, kdo ima in tudi tako naprej. Če se ne spomne, sploh pa je prebral, se mi zdi, da je to že bi rekel, pokazatelj, ne najbolj pomembno, ampak te male stvari, hitro se pa se štejejo v celoto. Jaz bi sem tukaj dodala en svet, ker papir vse prenese. Smo preizkušali vse, da smo jim naprej poslali briefe, pa so potem oni nekaj pripravili, vidimo, kar različno, ampak najboljše je na razgovoru. Mi danes imamo tudi večstokarsko podobno tudi. V eni pisarni je en razgovor, v drugi pisarni je praktični del, ampak pripravimo podlago, pripravimo nek brief, pa zelo jasne naloge, kaj mora narediti, ima časa, pa ure, ne več kot to, in da vidimo, kaj je zmožno pa ure narediti. To je tisti glavni pokazatelj. Ja, jaz sem že te prej povedala, dejansko pri nas so vedno na koncu testi, da skušajo nekaj dodati, da vidimo, či imajo občutek za dizajn, da vejo, kaj lepo izgleda, kjer besede prodajajo, pač na koncu, ko zbiramo med top kandidati, je to vedno zadnje tesno. Jaz bi še omenil tudi reference check, se pravi, dajte mi številko enega izmed nadrejenih, ki ga lahko pokličemo, enega od svojih kolegov, ki ga lahko pokličemo več, je boljše, da mi tudi kličemo, oziroma neč HR-ac. To je v bistvu tista pika na info, tega, kar sem omenil, kar mi tudi delamo. Že, če ne da nobenega, je to že znak. Hitro lahko vidite. Ravno zaradi tega, kaj smo rekli, da papir vse prenese, ok, tudi tukaj pokliče tiste ljudi in vlada jih briefajo, ampak vseeno. Že to je nek dodaten check. Zdaj gremo v bistvu na nekaj tako bolj generalno, taka zaključna vprašanja. Kaj, v bistvu ste sigurno verjetno slišali že kdaj za kakve res blazne sales pege, če se tudi
komu od vas kaj taki zgodil? Oziroma, kaj so zdaj neki pa primeri slabe prakse v prodaji? Če vam pride kaj na pamet? Predvsem pride nepripravljen na sestank. To je zame največji problem. Ali je to, da ne veš sploh, kaj s kom tvoriš, kje podjetje, ali si pozabil računalnik, ali če pač delaš z računalnikom, ali si karkoli povabil, da prideš, kaj da si zelo nepada. To je sigurno največji problem. Vse ostale se nam vsem zgodi. Vsega fiksnaš pa bo vprašam, če bi mogli enega smo staviti tega. Zato ni izgovor. Zato enostavno. Tudi recimo razgovor, ker smo imeli fanta, ki je prišel iz uglednega podjetja na Poljskem, sploh ni vedel, kam je prišel. Smo vprašali, pa zakaj Hudičev ni prišel? Ja, prošče sem pošiljal zdaj odmori. Niti nisi pogledal internetne strani, nič se ni pozanimalo. Ko bi jaz šel zdaj v veselijo, pa jaz sem prišel, da ne umem. Tako je to zgodilo. In zato ni izgovor. Mislim, to je zdaj, ne vem, ali če bi imel moten, ali res bolj si je padno zdravljeno, ali to za me je čisti fer. Ja, jaz se tudi strinjam, mene najbolj jezi, kot je kliče, nekdo pa ti hoče nekaj prodati, pa v bistvu sploh ne ve, kam kliče. V današnjem svetu je taka konkurenca, si prodati tega ne more privoščiti. Pa tudi z vidika moč, tu bi še povedala, ko se išče služba, ko iščeš prodajalca, ko smo dali razpis za Hrvaško, ko smo iskali prodajalca, smo dobili ful prošen, tako smo povabili na razgovor, ko se imeli tisto znanje hrvaščine najboljšo. In od 10 punc, ko so prišle k nam, so samo 2 znale se predstaviti v hrvaščini. In to, da se ti lažeš vprašaš, to se takrat sem bila čist pekne, to sploh dejansko mogoče. Tako da tukaj že tako vidi, da taka oseba, ko že v prošnji ni iskrena za sama sebe in tebe, je pač čist mimo. Mi smo bili tudi startup podjetje v tovarni Podjemo, mi smo začeli še takrat zgoraj na cesti nad Štukom. Največja napaka, ki smo naredili kot startup je, dobili smo veliko projektov, smo trenutno imeli veliko ljudi in se nismo ukvarjali nič z trženjem. Ukvarjali smo se s trženjem za naročnike. Ker pač nismo imeli časa. Kot startup podjetje ti vedno zmanjka časa. Cel srečen si, da imaš toliko posla, se ukvarjaš s tem, kako boš ta posel izvedel. Kaj pa potem, ko se je pa enkrat določenega leta vseh 10 projektov naenkrat zaključilo, ti pa si imel tam 15 ljudi, kot startup podjetje ali pa kakršnokoli tudi potem podjetje, pravilo je na leto vse 20% novih strank. Drugo pravilo, ne biti odvisno od enega, mi smo imeli 5 velikih naročnikov, imeti več naročnikov, tako da tudi zdaj smo sicer to krizo, dvakrat se nam je tako krizo zgodila, premagali. Zdaj smo spet dobili ogromno projektov, ampak ne bom več naredila te napake. Prvič sem še nisem naučila, drugič ja. Še vedno nenehno iščem naročnike, kljub temu, da smo zablokirani do 2020. Ok, zato v bistvu, Tomaž, ti si imel izkušnjico za to, rekel si, da na nekih prodajnih intervjujih tudi vprašaš o tem, kaj so brali na zadnje. Zdaj me zanima, kaj so neke priporočila knjig, ki bi vi predlagali pač nekim ljudem, ki jih zanima podatek, čisto tako. Čisto iskreno na prvem odgovoru sam, da je nekaj bral. Tudi če je bral biografijo od Zlatana Držimoviča. Nima veze, prvi ljubov. Vem to, da nekdo bere knjige, pa članke, pa karkoli pove, da se želi izobraževati, da ga zanimajo stvari, da si vzame čas za delo na sebi in tudi na drugih stvarih, pa da se pripravlja učiti, pa da ima ta edit. To je tukaj glavna poanta. Sigurno, če je prebral ena izmed knjig, ki so meni všeč, pa da je prodajna, pa da se tika direktno našega posla, sem prej na delavnici omenil Challenger Sale, pa Spin Sales, ki dejansko lahko konkretno, če copy-pastaš iz knjige, lažje verjamemo, da delaš, to je samo dodatni plus v tem. So to tvoje priporočili tudi za knjige, ki bi predali nekaj? Za nas imam prej, ki sem predstavil, da nas Sales Manual smo sigurno veliko počrpali iz teh. So mogoče še knjige, ki sem jih prej omenil, Leadership and Self-Deception, ali pa How to Influence People and Win Friends, to so bolj ne tako direktno biznis aplikacija, kot človeška rast in pač postavljati se izven boksa, pa še kar nekaj takih, pač se mislim, da smo vsi iste prebrali, pa zdaj mislimo, kaj preberemo do drugega, ker vse vemo, ampak
Jaz mislim, da več je bolje, potem si pa sam, glede na situacijo, glede na svojo osebnost, glede na potrebe, ustvariš sliko. Tukaj nekaj pobereš, pa ne bo to v knjigi Zlatana Ibrahimovića, v kuharski knjigi ali pa v prodajni. Vsi živimo, vsi imamo iste izzive, vsi smo ljudje, ki ga je pod kožo in vsaka izkušnja prav pride. In kje jih lažje dobiti kot v knjigi ali pa na internetu, vse moče tudi audiobooks ali karkoli, da nam zdaj strani modno. Klasična knjiga, čeprav sam preferiram klasične knjige, mislim tako audio pa digitalno, kar se tega tiče. Ja, jaz sem obsedena s knjigami, zato bom težko priporočila eno ali pa dve. Trenutno berem sicer Miljan Dober blog, ki je kul knjiga za tiste, karkoli na internetu, ker dejansko govori o tem, kako prodati oziroma komunicirati, se dobro drži preko spleta, kako to izkoristiš v bistvu na obod način, vse poprit. Drugače pa, če koga zanimamo z veseljem, pošljem seznamček knjig za tista področja, ki jih zanimajo, lahko tako imam kaj posodim, imam digitalno knjižnico. Drugače pa, jaz sem uvedla v podjetju to, da je vsaka, ki prebere knjigo in na sestanku pove kratek povzetek knjige, da dobi 30-40 evrov dodatka v plači. Da zelo spodbujamo branje knjig, ker dejansko vsaka prebrana knjiga ti da toliko nekaj znanja, toliko nekaj razmišljanja, toliko nekih idej, ko jih težko zagaži pišmo. Pač morate brati, ja, tako kaj. Jaz sem pa malo drugačna, ko videla, jaz prebrala več knjig, ker nimam časa, ker sem jih pa prebrala na začetku, ko sem bila starta. Sem pa en mesec, 2 meseca samo brala knjige, da sem sploh posvojila, kaj pa česa se bomo lotili, pa kjer bomo edinstveni. Potem sem šla na vse možne konference, ki so bile možne, dokler nisem v določenem obdobju, jaz sem vas ugotovila, da gremo na konferencijo in nič novega ne izvema. Zdaj je zame najboljše, kot tudi doskrat recimo za finance, kjerkoli predavam, so mi primeri dobrih praks. Marketinški fokusi, izvozni fokusi, prodajni fokusi, ker pridemo iz prakse in vsak predstavi svoj primer, kaj na trgu deluje. Sem rekla, pri nas vse merimo. Še vsake PR člane, ki ga objavimo za tujce, točno vemo, koliko ljudi je izdelek naročilo, koliko kaj stalo. In obnašanje se je toliko spremenilo, da za mene so knjige že, kaj ne rečem, pase in nam je bolj cilj v tem, da iščemo nove recepture. Vsako leto nove fleksibilne scenarije, vsako leto nove recepte, preučujemo, kaj je kdo dobrega naredil, primere, dobre prakse, iz socialnih omrežij, iz spleta, karkoli. Knjige so nam pa že prestale, kaj ne vem, kako bi drugače rekla, pa tako, ne? Kaž pa dobre knjige se da dobiti na Blue Depository, to je angleška stran, ko je dostala brezplačno v Slovenijo, pa imaš res izbor najnovejših starejših knjigov, upanje se ne manj, čekole. Jaz bi tukaj mogoče še izpostavil, da pozabljamo tudi drug dik knjige. S temi, pa se vi v bistvu isto berete, sem pač ne fizično knjig, tako da mogoče, da nam dolžemo, da ste nekaj vrtne. Pa bajdo je, če pa lahko kradem to idejo, se dodatek plači za knjige, pa bom predal famo, da se nekaj. Pozabljamo ta občutek knjige, vsi smo teh mobitelih, vsi smo teh ekranih, kar ni realni stik, se mi zdi življenje. In neka fizična knjiga, nek trenutek zase, nek odklop, nek zadihanje, pa posvetitev samemu sebi, tudi to ne smemo zanemariti. Kljub temu, da preberemo 90% stvari, ki jih že vemo, ki smo že slišali. Ampak jaz pa vse vidim v tem celem divjanju, na konc manjka časa ravno zase. Da ste lahko rekli, ni časa, če jaz mislim, da ni časa je odrasel izgovor za prsmi povedeno rogo, si ga ne razporedimo tako, kaj treba in ponavadi škrtaramo, pa vsaj jaz, pri sebi, kaj pa naslednji pa dolgi rok ni gul. In jaz se ravno zaradi tega, tudi moj founder, ki je pa knjigožer, nas vse usmerja sili, da beremo, mogoče tudi zaradi tega, da damo na stran, zadihamo skozi začet, da imamo posteljo, je bit boljšo, kakšna digitalna stvar, tudi to bi, da ne pozabite na ta vidik, ali pa kaj drugega, drugi obliki. Ok, zdaj gremo na vprašanje iz publike. Imamo tudi prenosni mikrofon. Aha, imamo prvo vprašanje. Čakaj, malo. Bomo vsi slišali. Prej ko ste rekli, da se prodajec ne rodi, ampak se naredi.
so kakšni nasveti, kako priti do tega, da se boljši prodajec razen knjig, kakšne druge stvari? To sem rekla, zato ker mi tukaj delamo, pač žal ne dobimo iz knjig, ne. Mi si, kako pridemo v 3 dneh, da en študent osvoji predmet prodaje pa izvede popolno fleksibilni razgovor za stranko. Zato raje razvijamo recepte, kako priti do tega, ne. Vas vse povabim na kavo k meni, ker jih je bilo zelo veliko, bom povedala, enih par obrazcev je, ne, prvič, kako oblikovati svojo ponudbo, koristi edinstveno zadlikost, ampak to smo sami razvili, to pol z leti dobiš najboljšo prakso, ne, ko vidiš, kak priti do svojega recepta, da zna nekdo kratko in drnato, če ga sredi noči zbudiš v 3 besedah povedati, zakaj bi nekdo kupil od vas, kakšna korist, predvsem kakšna korist, kakšni so razlogi za nakup, pa potem jih pa šolamo predvsem na fleksibilnem razgovoru. Tisto, ko včasih nekdo prišel, se spomnite, dodanjem smo mladinske knjige, za vas smo pripravili super ponudbo, enciklopedia in tak dalje. Ti ne moraš pripraviti super ponudbo za nekoga, ki ga sploh ne poznaš. Se pravi, mi jih učimo samo, kaj je uvodni stavek, 5 vprašanj, ki jih lahko postaviš, da lahko ti nekoga spoznaš, da vidiš, da on vidi, kje ima problem, ali ga že rešil, ali ga rešuje konkurenca, kako uspešno ga rešuje. Potem treniramo to razlago, razlaga je, to je obrazec fleksibilne prodaje, ni več kot 1 strana, 4. Čisto, da v 3 stavkih poveš svojo razlago, potem so odgovori ne, zmislite si, zakaj vidite ne, in protiargument. Ni neja, na katerega ne moreš dati protiargument. To je tisto, kaj se mora en prodajalec trenirati. In če ste vi to že prej začeli, prenesete na naslednje in tak dalje. Ampak mi to za določeno podjetje počnemo že 1 leto, 2, 3, več. In dlje, ko delamo, več vemo, več nejo imamo, več protiargumentov imamo, pa spreminjamo. To je tisto prodajno znanje. Še kako vprašanje? Mene pa zanima, koliko recimo približno Slovenije je potrebnega začetnega kapitala za neki startup podjetje. Ker zdaj pač ti neko podjetje začneš, ne zdaj ravno moraš tudi gledati, koliko je neki finančni vložek, da se potem na podjetje zadeva ne stavi, ne. Ker ti dosti startup podjetje zaradi tega popade, ne. Zdaj, enoznačnega odgovora tukaj sigurno ni, ne. Prvo bi mogli malo več podrobnosti, da kakšno podjetje je to. Ja, recimo blockchain tehnologija, ki se zdaj dosti pojavlja kriptovaluta. Ja, tudi tukaj pa Black blockchainu in pa tem white paperju pa ICO, tukaj so toliko pomembni, oziroma popularni, zdaj tudi rabite ljudi, ki nam to pripravljajo. Zdaj, jaz bi mogoče raje poudaril, da ideja pa priprava je tista ključ pa odrekanje na prvi fazi, potem imate pa veliko, hvala Bogu, in inkubatorjev in javnih sredstev, katero lahko pomagajo. To za P2, ker dobite, mislim, 54 tisoč, ali potem TSK 75, TSK 200, ker dobite 75-200 tisoč nepovratnih sredstev, ali so to investitorji, da tukaj ni glavno vprašanje to, ampak da v bistvu vi izdelate vizijo, kaj bi sploh radi na podlagi tega delate. Z moje strani sigurno največji strošek so strošek investicija, kakorkoli so ljudje, vse ostalo, verjetno ne boste kupoval avto, računalnik na vse, da se boste znali skupaj imate to, da tukaj koliko ljudi rabite za to delo in si potem izračunite po karte. Zdaj smo na našem primeru lahko povem, mi smo v zadnjih 3 letih pridobili skoraj 2 milijona sredstev, letos bomo prodali €1 milijon, pa smo še vedno štejemo vrnati, tako da nikoli ne bo znali, sploh če se hote širiti. Počasi preudarno pa probati pokoristiti orodja, ki so, če da več jih je v tem okolju, pa boste čisto prišli skozi. Ok, jaz sem tako rekla, ker vidim zelo veliko različnih idej, kot tistih, da rečem high-tech idej ali pa digitalne, tem je veliko lažje biti kakšen P2 ali pa karkoli, ne? Ampak to jih je tako malo odstotek, ki te razpise dobi. Velika večina jih mora preživeti z vsakodnevnim delom startupov. Vse ta evropska sredstva so vam lahko dodaten korak v razvoju. V osnovi si morate pa narediti zelo dober poslovni načrt. Če imate eno osebo, ki razvija izdelek, oziroma kdaj bo ta izdelek zrel za trg, pa če imate tržnika, ki prodaja svojega tržnika, na začetku ne mogli vezati na prodajne rezultate, ker še ne bo imel stran. Zato sem rekla 3 mesece, 6 mesecev,
Pa potem tudi ne morate nobenih kazalcev za prodajo nastalih kazalnikov, ker še jih nimate. Ne? Izračunajte si kvoto, koliko rabite, ne? Da preživite. Pisarna, računalnik, ljudje zaposleni, koliko ste zmožni financirati. Zdaj, pa kdaj je ta break-even point? To je ena stvar. Druga je pa ocena tržnega potenciala. Mi delamo zelo veliko teh marketinških strategij in koliko je kupcev na trgu? A so pripravljeni kupiti? Pa koliko morate vložiti v marketing, da bodo sploh izvedeli za vas? Kot startup podjetje verjetno nimate nekega marketinškega budžeta. Zdaj napovem, da v naših marketinških planih socialna omrežja, internet so mali odstotek. Kaj ste zmožni financirati in če ste zmožni samo s temi low budget komunikacijskimi kanali ljudi prepričati, da jih to kupi, da boste vi to pokrili. Zdaj jaz lahko vem mojo izkušnjo. Mislim, da sem naložila na začetku 7500 € in veliko potem smo pa tekom poslovanja, ko smo začeli hitro rasti, še vzeli 3x20 000 ročnega kredita za obračanje zalog. Šele zdaj smo se po 4 leti pripravljali na 20-75, pogaramo za širitev v Nemčijo pa v fizične dohodine. S tem smo potem nekako obrnili. Se pri kripto startupi, jaz sodelujem s par kripto slovenskimi startupi, največji strošek pa v marketingu. Ekipo, v bistvu, kako oni delajo, kako plačajo ekipo, ti kripto startupi je tak, da pač reče, ok, ti boš dobil nek procent od ICO-ta. In se tak potem lotiš v bistvu tvojega največjega stroška. Vi morate predvsem računati na stroške marketinga v fazi ICO-ta in predfazi. Ti to zvete, je odvisno, kaj ti prodajaš, da prodajaš recimo software ali dansko fizični produkt. Ja, pa vi ste dali pač ta dotični primer, pač kriptovaluta, to pa blockchaina, da za ta primer pač vam povedal. Drugače pa seveda, glede na kontekstu. Še vprašanje? Ok, predvidevam, da to pomeni, da bo več vprašanj na tem neformalnem delu.